Magdalene Krivopete. Gledališče zatiranih za enakost spolov. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem podkastu Magdalene Krivopet. Danes obravnavamo temo spolnega nasilja nad otroki. Z vami sva Nežka in Naja. Imava pa še gostjo, in sicer Manco Bizjak, Združenja za moč. Združenje za moč je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija. Njihovo osnovno poslanstvo je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo žrtvam spolnega nasilja in jim stati ob strani na poti okrevanja. Društvo je bilo sicer ustanovljeno leta 1994 kot združenje proti spolnemu zlorabljanju, ob 25-letnici delovanja pa se je v skladu s sodobno teorijo socialnega dela preimenovalo v Združenje za moč. Torej, kot že rečeno, z nami je danes Manca Bizjak, psihosocialna svetovalka in strokovna vodja Združenja za moč. Pozdravljena. Projekt Enakost spolov je zakon. Za začetek vprašanje eno bolj splošno, torej na katerem izhodišču temelji vaše delovanje, komu je namenjena psihosocialna pomoč, na kakšne načine jo v praksi izvajate? Zdaj, osnova našega delovanja je v bistvu zagotoviti celostno psihosocialno pomoč za osebe z izkušnjo spolnega nasilja. Drug tak zelo pomemben vidik, ki ga jemljemo tudi kot del našega poslanstva, je pa v bistvu ozaveščanje družbe o sami tematiki. Sicer vemo, ni več takšen tabu, ampak še vedno je tukaj zelo veliko dela in še vedno opažamo, da so ljudje kljub vsemu nekako še vedno premalo informirani o spolnem nasilju. Je pa to zelo pomembno tudi glede samega boja proti spolni zlorabi otrok. Zdaj, za koga je naš program namenjen? V bistvu praktično za vse z izkušnjo spolnega nasilja, prav tako pa tudi za svojce, partnerje recimo, ali pa tiste strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo samo tematiko. V bistvu naša največja populacija so odrasli z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu, ki mogoče ravno v odrasli dobi začnejo prepoznavati določene posledice, da se jim je nekaj zgodilo in nekako sami več ne zmorejo in vidijo, da rabijo v bistvu neko podporo, ne? Potem druga skupina so recimo starši ali pa drugi ljudje, ki zaznajo nek sum spolne zlorabe nad otroki, pa rabijo v bistvu nek ta osnoven support, neko podporo. Potem, tako kot sem že rekla, tudi za svojce, včasih se tudi partnerji oseb z izkušnjo zlorabe na nas obrnejo, ker so tudi nekako sami s tem, ali kako naj temu rečem. Pa v bistvu za otroke pa delamo posredno preko staršev. Tisti, ki so pa recimo že mladostniki, se pa brez problema lahko vključijo v naš program. Zdaj v bistvu mogoče čisto na kratko, na kakšen način pridejo v stik z nami. Zdaj, kdor želi neko podporo, pomoč, nas lahko pokliče po telefonu, ki je tako objavljen na naši spletni strani. Je pa možno z nami vstopati v kontakt tudi prek elektronske pošte, mogoče je komu lažje, da v tej pisni obliki v bistvu sporočilo jim je že težko reči karkoli, pol je pa v bistvu vstopna točka našega programa, prvi uvodni pogovor, se pravi, da pridejo v prostore našega združenja. Svetovalnici imamo tako v Ljubljani kot v Mariboru, pa kot je komu bližje in lažje. In v bistvu na uvodnem pogovoru se potem nekako ugotavlja, kakšna podpora bi bila primerna za osebo. Mi tako delamo z tega koncepta, da sledimo potrebam uporabniku, se pravi, kaj so njegove potrebe, kaj so njegove želje in gremo v bistvu v skladu z njihovimi cilji. Včasih gre to potem v smeri psihosocialnega svetovanja, to pomeni enotedensko podporo, da nekako malo bolj razume, kaj se mu je osebi sploh zgodilo, pa neka sama dinamika, kako naj se spoprijema s posledicami, da tudi malo bolj razume, ker je pomemben element to, da posledice spolnega nasilja so v bistvu nek normalen odziv na to, kar se jim je zgodilo. Tako da je neka pomoč pri okrevanju, kar se tega psihosocialnega vidika tiče, pol je v bistvu program zagovorništva, včasih se na nas obrnejo ljudje ne s potrebo po svetovanju, ampak s potrebo po tem, da jim stojimo ob strani v postopkih, bodisi na sodiščih, bodisi na policiji, pomagamo pisati kazenske ovadbe in podobne stvari, kar se prijav tiče. Vemo, da so ti postopki težki, in v bistvu se posebej tudi pripraviti, preden vstopi v to polje. Pa je pa še v bistvu neka tretja oblika pomoči, so pa podporne skupine za osebe z izkušnjo spolnega nasilja. V skupini so v bistvu ženske različnih starosti, pogoj je polnoletnost, to je to. Drugih pogojev ni neka pripravljenost za to, da so redno vključene in v bistvu potem skoraj celo leto
poteka ta skupina in se je izkazala za zelo potrebno ravno z tega vidika, da se na ta način pač zmanjša ta občutek krivde, sramu, pa to, kar osebe v bistvu ob evalvaciji same povedo, je to, da so končno malo olajšane tega občutka, da je z njimi nekaj narobe, ker eno je pač svetovalen proces 1-1, kot je svetovalec nekaj govori, čist druga izkušnja pa je, ko se ti v krogu ljudi s podobno izkušnjo in tudi prek zgodb drugih vidiš, da pač zato, kar se jim je zgodilo, je pač odgovoren samo storilec in ne ona in mogoče lažje prek zgodb drugih vidijo tudi pol malo bolj mogoče sebe ali pa začutijo neko večjo sočutje tudi do lastne zgodbe, tako čisto okvirno. Zdaj, rekli smo že, da je današnja tema bolj spolna zloraba otrok. Kako pa se ta spolna zloraba otrok razlikuje od spolne zlorabe odraslih? Ja, mogoče za začetek bi poudarila bolj to, v čem si je v bistvu podobna, ker v bistvu nekih večjih razlik, razen starostne, v resnici pač ni, ker zdaj, kaj je, se mi zdi najbolj pomembno izpostaviti, je to, da večina ljudi misli, da gre tako pri spolni zlorabi kot pri spolnem nasilju v odraslosti, v bistvu zato, da imajo storilci neka seksualna nagnjenja do oseb, in da imajo v bistvu neko tako neustavljivo željo po tem. In je to v bistvu zelo zgrešen, zaradi tega, ker zloraba se dogaja, mislim, spolna zloraba in spolno nasilje se dogaja zaradi tega, ker ima storilec neko veliko potrebo pomoči, pod nadzoru, željo po nekem vplivu. In recimo pri spolni zlorabi, če gledamo, storilec ima popolno kontrolo nad otrokom v tistem momentu, ima kontrolo nad tem, kaj naredi, nad njegovim telesom. In velikokrat v bistvu tudi zlorabljajo osebe na nekih položajih in tako, ker imajo že tako, osebnostno večjo potrebo po tem, da so v vlogi nekoga, ki je pač nadrejena. In ta nadrejenost, podrejenost je v bistvu vidna, ta dinamika, tako pri spolni zlorabi otrok, kot kasneje v odraslosti. To tudi vidimo pač skozi primere v praksi. Vedno je pač ta dinamika, ne glede na starost. Recimo tudi veliko je tudi spolnega nasilja, bodi si v nekih partnerskih odnosih, pa se o tem recimo zelo premalo govori, pol v odraslosti. Hočem povedati to, da tudi tam je v resnici nek nadrejen, podrejen položaj. Tako da to je pač ena stvar, ki se mi zdi v bistvu zelo pomembno povedati. Potem tudi same posledice, zdaj se ti zgodi v otroštvu, se ti zgodi v odraslosti, so tudi pač podobne. Mislim, točne simptomatike itak ni, ampak so pa neke stvari, ki so zelo podobne. Zdaj, ali vzamemo neko deklico, ki pri 5 letih doživi spolno zlorabo, ali pa ženska, ki pri 25 letih posiljena, recimo, sem prepričana, da pri obeh bo pač neki občutki krivde, sramu, strahu, veliko neke potlačene jeze, žalosti zaradi tega, kar se je zgodilo. Tudi vemo, da spolna zloraba tudi pusti, recimo, če se osredotočamo bolj na otroke, veliko posledic tudi na telesu, lahko je pač neka psihosomatika. Pri otrocih je pogosto, da rečejo, da jih boli trebušček, ali pa so neke glavobole, ali pa so pač neke spremembe v apetitu. Vedno tudi po ozaveščanju poudarimo ta del, da ne gre zdaj za to, na kakšne določene simptome moraš biti pozoren, recimo, ampak gre bolj za to, ali se otrok drugače vede. Se pravi, recimo starše tiska najbolj pozna svojega otroka, nobenega ne more bolj poznati. Se pravi, če opaz neke spremembe, otrok je bil prej zelo živahen, kar naenkrat čist miren, ali pa obratno, da otrok, postane veliko bolj eksploziven, recimo jezen. V bistvu je treba biti pozoren na te momente, poleg teh, ki sem opisala, recimo bolečine v trebuhu so zelo pogosto, potem tudi kakšna vnetja mehurja, recimo pri otrocih, ali bodi si kakšna vnetja. Je pa tako, da je dostikrat tudi tako, recimo v tem procesu psihosocialnega svetovanja, ko se dotaknemo pri odraslih tudi tega, takrat, ko so bili otroci, tudi dostikrat je tako, da v bistvu sami rečejo, da se navzven sploh ni bilo opaziti, ker veliko jih tudi v bistvu zavzame, če si iz te strategije preživetja neko masko, se pravi navzven delujo čisto okej, so veseli, tako jih dostikrat tudi odrasli smatrajo, kakšen vesel otrok, ampak v resnici ne gre za neko avtentičnost, neko pristnost delovanja, ampak tega, da se naučijo pač nositi neko masko, ker tako, kot sem že omenila, občutek sramu je res velika in storilci tako otroku vcep občutek, da je on kriv za to, kar se mu je zgodilo, in ga je pa zelo sram in tudi iz tega vidika sramu ima tako težavo se odpreti. Ljudje velikokrat tudi v medijih se to skozi ponavlja, zakaj oseba toliko časa molči, zato ker je pač res blazno težko govoriti o tem, ker se moraš spopadati zelo velikenimi različnimi odzivi ljudmi, tako tudi
ne vem, če si iz prakse gledano, ali pač ja, ljudje rabijo vrsto let, da se zaupajo nekomu, a ne. In pa je še ta problem, da že tako zelo težko zberejo pogum, pol ga pa zberejo, pa so pa še odzivi takšni, a ne, da te zmer nekako znova šokira, čeprav si že navajen teh odzivov, a ne, recimo, če si predstavljate, ne vem, za otroka, mora biti res grozljivo, recimo, da se zaupa mami, ne vem, za zlorabo, ne vem, strani očeta ali oči, ali nekaj v tem smislu, pol pa dobi nazaj, ne vem, stavek v smislu, ja, pa se je ni tako mislil, ali pa ja, pa se si ga zihar ti zavajala, ne, si ti koketirala z njima, ne, pa v bistvu govori za eno deklico ali najstnico, se nima veze, ne. Hočem reči, tudi soočanje s temi odzivi je pač zelo težko, a ne, in če pogledaš z vidika otroka, pač otrok, ki je spolno zlorabljen, je v bistvu pač popolnoma sam v tem, a ne, tako. Redki so te zgodbe, da je, ne vem, družina zelo podporna, ljudje opazijo, ja, to je super, je tudi pol so neki potenciali za okrevanje veliko večji, a ne, če otrok že v samem štartu dobi neko podporo, je pri tem opažamo tudi pozitivne zgodbe, ker starši zelo lepo odreagirajo in dobijo neko podporo, a ne, in je pač tudi ta proces okrevanja mnogo lažji, a ne, ampak hočemo pozoriti na to, da sej prej ali slej se mislim, da vsak človek sreča s tem, da mu nekdo pač zaupa neko izkušnjo, recimo spolne zlorabe v otroštvu, a ne, saj imamo velik krog ljudi okrog sebe in se mi zdi pač res zelo pomembno, da takrat odreagira na nek sočuten odziv, a ne, včasih mogoče boljš manj reči, kakor več, ne, ampak to, kar oseba res potrebuje, a ne, iz prakse gledano, je pač to, da potrebuje pač sam nek prostor, da lahko spregovori o tem, kar se mu je zgodilo, pač da potrebuje neko sočutje, tudi povedo, noben ne mara tega, ne vem, da povzroči pa neko smiljenje ali karkoli, pač ne želijo tega, ampak sam pač neko sprejemanje tega, kar se jim je zgodilo, neko spoštovanje do njihove izkušnje in da se ne gre v neke dvome, pa da se da pač jasno odgovornost na storilca. Pri spolnih zlorabah otrok po pomoč največkrat verjetno pridejo odrasli, verjetno ne pristopajo otroci do vas sami, ali tudi se to zgodi kdaj, v katerih primerih? Izkušenj s tem, da bi se otroci obrnili na nas, v bistvu nimamo, a ne, vedno gre za to, da se pravi neka odrasla oseba izpostavi nek sum. Bodi si starš, bodi si sorodnik, kot sem prej rekla, bodi si neki strokovni delavci v šolstvu, ne vem, kdo nariše kakšno risbico, pol, ne vem, pri kakšni taki tematiki v šoli se recimo kdo pride ven s tem, ne, pol recimo ali v zdravstvu kdo opasa ali mogoče kje drugje in je v bistvu potem vedno od nekje zunaj, ne, pač mora biti v bistvu najprej otrokovo sporočilo nekako prepoznano in se potem obrnejo do nas, ne. Se pa recimo, ne vem, kakšni, ne vem, mladostniki recimo, ja, se obrnejo recimo tudi sami na nas, ne, ampak da bi se pa otroci pa ne, mislim, se itak, ja. A lahko eno pod vprašanje tukaj? Mene zanima, kolikrat se pa izkaže, da je bila skrb pretirana? A se sploh izkaže? Mi vedno rečemo tako, da v bistvu skrb nikoli ni pretirana, ne, ker najbolj pomembno je v bistvu to, da se sporočilo otroka vzame resno, a ne. To je v bistvu tisto, kar najbolj pretehta, ne. Velikokrat se kakšne izjave zanemarijo z tega vidika, ja, pa saj otrok ima bogato domišljijo ali pa to se spet neki izmišljuje, ja, kje je to slišal, a ne. Ni zdaj, vedno je tako, a ne, ni zdaj prva naloga, gremo mi v raziskovanje tega, ne raziskujejo pač itak organi pregona, a ne. Oni so pač zato, ker ljudje, ki se obračajo k nam, a ne, velikokrat izpostavijo tudi to skrb, joj, bom komu naredil krivico, a ne, ampak če ti samo v bistvu, ne vem, poveš nek sum, a ne, to ne pomeni, da si ti človeka obdolžil, pomeni ravno to, kar sem rekla, zaprav, ja, da imaš nek sum, da se otroku nekaj dogaja, a ne, in potem imamo pač institucije, ki preverjajo te stvari, a ne, se mi pa zdi v bistvu, da smo kot družba dolžni, a ne, da zaščitimo najbolj ranljive, to so otroci, otrok se sam pač ne more zaščititi, če kot odrasel, a ne, je to v resnici težko. Se mi zato pač zdi res pomembno, da se vsakič vzame resno, v resnici tudi boljš, da se odreagira, pa tudi če se, ne vem, kdaj izkaže, da je bila skrb, ne vem, pretirana, še vsem boljš, da pač enostaven zanemaraš, ker potem lahko zanemaraš tudi vse tiste, ki pa resnično potrebujejo pomoč in je mogoče lih tista situacija edina rešilna bilka, ki otroku lahko pomaga, a ne, ker tudi iz izkušenj odraslih, ki povedo, a ne, ja, sej velikokrat je tudi tako, da je kdo povedal, a ne, pa v šoli ali pa kje drugje, ampak se s tem pač ni nič naredil, se ni ukvarjal s tem in to je pač neka bolečina, ki jim ostane, a ne, v smislu, ja, jaz sem povedala kot otrok, pa nobenega ni bilo, ne, tako, zato se mi zdi to tako pomembno. In smo ravno mislim, zdaj
smo uvrgli en mit, da pač je ogromno teh krivih prijav, pa to. Ampak so še kakšni drugi miti, s katerimi se srečujete? Ja, žal veliko teh mitov, kljub temu, da smo leta 2023. Se mi zdi, da je najbolj škodljivih ta, da imajo ljudje neko predstavo, da so storilci spolne zlorabe, neki odklonski ljudje, pa tako, da jih smatrajo kot neke pošasti, pa da jim že na čelu piše, da so storilci spolne zlorabe, zdaj malo karikiram, ampak da ponazorim. In tudi velikokrat je tako, da ozaveščajo, tudi starši recimo o osebah, ki s kombi čakajo tam pred neko šolo, pa z bomboni in tako naprej. In nič ni narobe, da jih o tem ozaveščajo, sej so tudi taki, ampak tudi statistično gledano, dobre raziskave so si različne, ampak tam nekje med 80 in 90% storilcev spolnih zlorab je ljudi, ki jih otrok pač pozna. Iz svojega okolja. Ja, kar pomeni, da so to tudi po naših izkušnjah iz prakse največkrat ljudje, ki jih ima otrok rad, ki jim zaupa, ki jih pozna, mogoče tudi kdaj, če so v primeru staršev celo v resnici odvisni od njih. In ker ljudje se velikokrat tudi odzovejo na tako, tudi kadar pridejo kakšni primeri v javnost, on je pa toliko krasen, oče, partner, on je pa toliko čudovit. Pač tudi ljudje, večina ljudi, ki ima navzven čisto v redu urejeno življenje, nek na videz lep partnerski odnos, take lepe povezujoče odnose z otroki, pač se tudi tam pač skriva nekaj, ker velikokrat je tudi tako, pogosto, ne vem, kdo pomisli na spolno zlorabo otrok, pomisli na pedofile, ampak pedofili so osebe, ki imajo prav to spolno nagnjenje do otrok biološko gledano. Ampak to je zelo majhen procent, večinski del so, večina storilcev spolnih zlorab je moških, ki so v nekih heteroseksualnih razmerjih in tako naprej. To ne pomeni, da imajo nek seksualen stik samo z otroci, se mi zdi tak pomemben mit. Pol še en mit je, ki se mi tudi zdi, tako, recimo, marsikoga za čudo so tudi moški, recimo, žrtve spolnih zlorab. Ja, tudi moški so, za njih še toliko večja stigma v bistvu prideti po pomoč. V zadnjem času opažamo nek trend, da se zdaj, kar smo veseli, da se več moških obrača tudi na nas, tudi oni imajo izkušnje spolne zlorabe v otroštvu in se mi zdi pomemben vedeti, da so tudi oni v bistvu lahko žrtve zlorab, tudi kasneje. Se pravi, pač teh mitov je itak več, mogoče tudi še ta, ki v bistvu se ne moram verjeti, ampak dejansko pač je še vedno zelo prisoten, v tem smislu, da ženska si je itak sama kriva, recimo za posilstvo. Še vedno pač ljudje, ne govorim zdaj nekaj na pamet, spet iz prakse, ljudje še vedno povedo, gredo porjav dejanje, pa so potem soočeni z vprašanjem, kako ste bili pa oblečeni. Mene je pač grozljivo, da mora oseba, ki je to doživela, pač ta vprašanja, ker res pač ne razumem sploh osnove, v čem je problema. Sej zlorabljeni so ljudje, ki različno izgledajo, ki se različno oblačijo in pač nima veze. Tudi jaz vedno pravim, se to malo tako karikiram, ampak sej ženska gre lahko gola, po čopovi, pa s tem nobenmu ne da dovoljenja, da pač poseže v njen oseben prostor, v njeno intimo, ker pač spolno nasilje je v bistvu poseganje v vse moje telesa, moje misli, čustev. Zajame res pač osebo kot celoto in se mi zdi tako res pač nesprejemljivo, nedopustno, da še vedno živimo v družbi, ker se ljudem to vprašanje zdi umestno. In tudi osebe imajo velikokrat občutke krivde, so na eni zabavi, nima veze, ali je to privat ali ki je v kakšnem klubu, pa pač kaj spijajo in potem jim je tako sploh strah prijaviti recimo dejanje zaradi tega, ker so pač same pač nekaj spile, ampak dejstvo je, da lahko se zgodi, da ko podajo prijavo, naletijo na koga, ki jih bo pač vprašal, koliko ste pa popila, v tem smislu. In je spet tako bizarno, ker v bistvu tudi če, ženska zdaj tam res pijana, a to pa zdaj pomeni, da pol je pa v redu, da nekoga posilaš, mene to res zelo težko razumljivo, tako da se pravim, pač teh mitov je res v resnici pač še vedno preveč, se še zmer trudimo z ozaveščanjem, ne samo naša organizacija, tudi ostale, ampak se mi zdi, da čeprav se zdi, da se ene stvari v javnosti konstantno pojavljajo v medijih, je vedno tako, ponavljamo se, ampak ponavljamo se z razlogom, ker se ene stvari še vedno ne premikajo. Eden izmed mitov je najverjetneje tudi ta, da pri spolni zlorabi, da storilec uporablja fizično moč v bistvu neko. Mislim, se jo v nekaterih primerih, ampak
to verjetno, mislim, sploh ni nujno. Ne? Tako da, mislim, obstajajo torej tako nekontaktne oblike zlorabe kot kontaktne in je verjetno v redu, da se pač o njih Ja, mogoče če najprej na ta prvi del se odzovemo. V resnici uporaba neke fizične sile je pač v resnici pač redka, ker je potrebno vedeti, da sploh, če govorimo o spolni zlorabi otrok, je najprej faza nekega groominga. To pomeni, da v bistvu storilec pripravlja otroka na spolno zlorabo in si s tem v bistvu pridobiva njegovo zaupanje in tako naprej. In on v bistvu si pol zagotovi nad otrokom tako moč in tako vpliv, da on ne rab prav nobene sile. In v bistvu jim je pol, ko so odrasli, ko se soočajo s tem, jim je še toliko težje, ko se pol soočajo z vprašanjem, zakaj, ne vem, nisem stekla stran ali pa zakaj nisem rekla, zakaj se mu nisem uprla, zaradi te dinamike moči, ker je bil otrok naučen, da nima niti možnosti, pač niti mu na to misel ne pride, da se pač sploh odzove. Tako da se mi zdi to pomembno povedati, ker tudi kdaj je tako, da se kdo k nam obrne po pomoč, v smislu, pa sej, ni bilo zdaj neke prisile, ampak spolna zloraba ali pa spolno nasilje je prisila sama po sebi, ni zdaj potrebno še neki. Ta drug del, kar se tiče kontaktne, mislim, nekontaktne, taskrat je tako, recimo, ena od oblik spolnih zlorab je tudi ta, recimo, da je otrok zraven, ko se starš, recimo, tam razkazuje po stanovanju ali pa tušira pred njim in tako naprej, ali se umiva pred njim, recimo, takih primerov ni malo, je pa vedno tle potrebno povedati, da je tudi pri tej goloti in tako naprej, recimo, v družini zelo važen tudi namen, recimo, mogoče se kdo kdaj, mimo grede, preobleče tam pred otrokom, pa nima zdaj namena tam razkazovati, en starš se bo pa prav namenoma bo to naredil s tem namenom, da pač vzbudi neko zanimanje, recimo, v otroku, In v bistvu puščajo posledice tako kontaktne oblike, kot tudi nekontaktne, recimo, tudi zdaj, ko je čedalje več spletnih spolnih zlorab, se je tam nadaljavo, se tam tudi ni nobenega kontakta, ampak posledice, so po raziskavah sodeč v bistvu zelo podobne, pa recimo oseba, da se dopisuje z nekom, pa se izmenjava neke fotografije, neke posnetke, pač mogoče nikoli nima stika s tem človekom, je nadaljavo, ampak prav tako je pač isti mehanizem zlorabe in dobiva neke občutke sramu in tako da dejansko pač ne rab prideti do kontakta, pa so posledice prav takšne. Tako. No, za trenutek bomo stran od intervjuja zavile in sicer gremo na eno modro. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Ena modra je torej rubrika, v kateri obravnavamo nek aktualen dogodek v družbi, ki ga vidimo kot problematičnega in ga potem pokomentiramo, se pravi, vse tri. In bom jaz kar prebrala ta primer. Znani slovenski pevec, tudi estradnik, pred leti obtožen spolnega nasilja, je pred kratkim na TikToku delil nasvete za osvajanje. In sicer je med drugim izjavil, da ne upa več dostopati do deklet, ker da se boji posledic. Prvič zavrnitve, drugič posmeha in tretjič celo prijave. Meni, da je feminizem dosegel svoje. Kako komentiramo? Videla, slišala sem to izjavo, mogoče mi zdi najbolj pomembno to povedati, Sprav avtor te izjave je govoril o pristopu do dekleta, Jaz pravim, če jaz sama pod pristop do dekleta razumem, da pač nek fant pride do tebe, te vpraša, kako ti je ime, te vpraša, kaj je o tebi, mogoče ti da tudi kakšen, lep kompliment in tako naprej, ki ti ne seksualizira, ampak pač prispeva k nekemu občutku tvoje vrednosti v tem smislu. Je prijazen pristop na nek normalen kulturen način. To je za mene pristop do dekleta. Za tak pristop ni bilo še nikoli nobene prijave. Če pa nekdo pod pojmom pristop k dekletu razume to, da ji daje neke neprimerne komentarje, da jo pač seksualizira, da namiguje na spolnost, da uporablja neke res neprimerne kretnje, da se dotika dekleta, čeprav je itak očitno, da ji pač ni všeč in to se pač tako ali tako zazna. Če pa nekdo to jemlje kot pristop k dekletu, pa pač se strinjam, mogoče pač bo kakšna prijava, ker to je pa kategorija spolnega nadlegovanja,
To bi še rada rekla, da se mi taka sporočila zdijo pač res škodljiva, v resnici tako za fante kot za punce, a ne, s punce z tega vidika pač vemo, pač te prijave so naporne, a ne, noben ne bo šel prijavljati kar malo tako za brez veze in se mi zdi, da se pač res minimalizira to, mi je tako pač res težko bilo v bistvu slišati to, ker vem, koliko škode to naredi. Za fante pa prav tako pač daje neko, dejansko ne moram reči drugega, kot neumno sporočilo, a ne. Pa dovoljenje. Ja, eno je pristop, drugo je pa pač spolno nasilje, a ne, mene tlele, mislim, meni je moja zelo jasna, a ne, tako mi je pa žalostno, da nekdo tako dojema pristop k dekletu in pol uporab še neko družabno omrežje, za katerega itak ve, da bo doseg velik, a ne, in se pol tudi sprašujem, kako pač, ne vem, mladi, ki prejmejo to sporočilo, ga razumejo, a ne, si pač res želim, da upam, da razumejo, da vse, kar nekdo reče, tudi če je znan pa slaven, ni za vzeti. Ja, pač kot neka znana in slavna oseba pač v idealnem prostoru in času bi nosil neko odgovornost tudi glede tega, kaj rečeš, ampak glede na to, da je človek bil obtožen že spolnega nasilja, ki ga verjetno tudi ni torej potrdil, ja, ni verjetno kaj drugega za pričakovati, je pa kar ne vem točno, ali je za smejati ali za jokati, verjetno za. Mislim, jaz bi rekla, da je v eni fazi imel prav. Feminizem je dosegel svoje in sicer je dosegel to, da ni kar vse prav. Samo zato, ker se je nekdo zaželel mene ali pa pač zdaj, ne vem, sem dala zdaj sebe za primer, ampak to še ne pomeni, da ima do mene tudi pravico. Tako da ja, če nekdo nasilno dostopa do deklet, če se vede nasilno, v kakršnem koli smislu, ali pa do fantov tudi v končni fazi, potem je to zrelo za prijavo, zrelo obsodbe in tudi posmeha. Tako da, ja, feminizem je dosegel svoje. Bravo, feminizem. Dobro, pa pojdimo naprej. Imamo še nekaj vprašanj. In zdaj smo ravno debatirali o enem spletnem dosegu, torej pač nekaj posredovano sporočilo preko interneta. In internet je nasilnežem nadlegovanje v bistvu kar olajšal, ker omogoča nasilje in spolno zlorabo otrok na spletu z domačega kavča, iz anonimnosti tudi. Na kakšen način menite, da bi bilo potrebno pristopati do tega problema? Predvsem, kar se tiče nadlegovanja na spletu otrok. Ja, na kratko, na več načinov, pa strani različnih oseb, ne, če v splošnem odgovorim. Zdaj vemo, ne, recimo otroci imajo že pri zelo nizki starosti, ima vsak svoj telefon, ne, telefon ima tudi internet in tako, kot je bilo povedano, pač ja, storilcem je res zelo olajšano, ne, ker tudi, ne, kot vemo, mobitel je pač nekaj, kar imaš vedno pri sebi, ne, in storilci tudi v bistvu gradijo odnos z otrokom pač na tak način, da mu stalno pošiljajo neka sporočila in ga sprašujejo o njem, ne. Že po parih sporočilih, saj otroci so pač taka odprta, ranljiva bitja, ne, velikokrat recimo povedo o sebi in storilc na ta način zajame ogromno nekih informacij o otroku, ne, kar je pa lahko tudi zelo nevarno, ne. In zdaj je tako, se pravim, ne, starši imajo v bistvu itak v današnji družbi v resnici, kar se tega tiče, zelo težko nalogo, ne. In ja, jim definitivno ni lahko, je pa en vidik ta, da kot starša ne je tudi tvoja odgovornost, da do določene mere pač nadziraš uporabo pri otroku, a ne. Zdaj ne govorim, da je to isto ali pri 17-letni punci ali pri, ne vem, 9-letnem otroku, seveda so pač tam neke razlike, a ne, ampak ga je potrebno tudi opozoriti na neke nevarnosti, a ne. Starši se itak, ja razumem, velikokrat bojijo sploh govoriti o tej temi svojim otrokom, ampak danes ima pač otrok do nešteto informacij dostop tako par klikov stran, ne. In je velika verjetnost, da preden bo starš z njim govoril, bo on to že nekje slišal, je pa veliko boljše, da v bistvu zve od osebe, ki ji zaupa, ki verjame, a ne, in pa lahko v bistvu tudi neko podporo dobi, a ne. Drug vidik je tudi ta, se mi zdi pač neka kritičnost do uporabe te tehnologije, a ne, v resnici tudi, a ne, kar se otrok tiče, starši in odrasli smo v bistvu nek zgled, a ne, če smo vi veliko časa na telefonih, pa ne, kar tako naprej, saj otrok pač to spremlja, vidi, se uči preko zgleda, ne, je tudi ta vidik, da je do določene mere pač treba to nekako tudi omejiti, a ne. In tretja stvar je tako, da, ne, v resnici tudi, če kakšen starš otroku, ne vem, prepove uporabo telefona, a ne,
So otroki tak, ne vem, bo pa v razredu med odmorom, recimo, to je tako znano, ne vem, med odmori se skupaj dobijo, recimo, pa gledajo tam nekje na telefonu, zato sem pač prej rekla, da je treba v zaveščanje se ga lotiti, iz večjih strani. V resnici je pač tudi šola nek prostor, kjer se tudi to dogaja, in je potrebno to tematiko tudi tam nasloviti, tako se mi zdi, da ni v redu, da vse obesimo samo na otroke, ampak da imamo pač vsi pri tem neko funkcijo, in tudi, da v bistvu, to se mi zdi tudi pomemben vidik, da je ničelna toleranca tudi do take oblike spolnega nasilja, recimo. Ker velikrat tudi pri tem, ne vem, pošiljanju, izmenjavi nekih teh golih fotografij, recimo v najstništvu, da se ima v resnici pač tudi do tega neko mnenje, in seveda je pa pri tem tudi potrebno vedeti, da tudi kdaj lahko kakšna izmenjava fotografij deluje prostovoljna, pa v resnici ni, Če so pač, ne vem, ta razmerja, ne vem, pa ne vem, kdo želi ugajati komu ali kar tako naprej, hočem reči, ne moreš imati vsega v isti koš, ampak sploh, kadar gre recimo, ne vem, tudi za otroke, mladostnike ali kad so si vrstniki med sabo, vedno potrebno gledati širšo sliko, in če se, recimo, to se mi zdi pomembno, če se izve, da si kdo kaj pošilja, da se ne gre zdaj v to obsojanje, pa to neko krivdo in tako naprej, ki jih še bolj nekam potisne, ampak da se jim da pač tudi neko podporo, zakaj je sploh do tega prišlo, recimo, v tem smislu. Tako se mi zdi, da je to res nek tak širok problem, ki se ga bomo kot družba morali, se mi zdi, če dalje več lotevati, se mi zdi tudi fajn, ker spletno oko, ki se tudi s tem ukvarja, ima vsako leto v bistvu nek posvet, ker so pač zelo koristne teme, in se mi zdijo pač take stvari zelo dobrodošle pri tem, da smo pač kot družba če dalje bolj ozveščeni, pa tako, kot sem rekla na začetku, se mi zdi, da je to v resnici težka naloga. Zdaj, pred kratkim sem opazila, da se pojavlja, mislim, da na TikToku en posameznik, en moški, ki mlada dekleta nagovarja k spolnim odnosom, je pa to odrasel moški, in je zaznala sem, da v bistvu mu nič ne morajo. Ja, v bistvu prav deklice nagovarja. Jaz toliko vem, ker to je bilo tudi v medijih, da v bistvu, da ga je policija že obravnavala, ne vem zdaj, kje je to točno v postopku, ampak to so pač res stvari, ki bi jih bilo treba enostavno prepovedati, Na vrsti 12-letancev nagovarjaš k nekim spolnim odnosom, pač zakon je jasen, Mislim, tako se mi zdi, da to je spet vidik te tolerance, ker se pa, ne vem, ljudje smejijo takim posnetkom, mislim, meni osebno to pač ni smešano, niti mal. Se mi zdi, da bo tudi glede tega potrebno vzpostaviti pač neke mehanizme. Ja, verjamem, da je težko, ampak bo treba pač neke mehanizme vzpostaviti glede tega, da se to pač enostavno ne bo dovoljeno, da bodo za to neke sankcije, Ker to tako je, Pa se pa še te primere omenja v javnosti, njemu pa tisti lajki in tako naprej, ugledi še bolj rastejo, Ja. Ampak on ima očitno, ne vem, še vedno nek profil, Zdaj, zakaj ga nima več, jaz ne vem. Bi bilo mogoče smiselno razmišljati tudi o tem, zakaj se to sploh dovoljujemo. Se tega smo se zdaj tudi malo dotaknili, torej, da je izobraževanje tako odraslih oseb kot pač odraslih strokovnih delavcev je zelo pomembno, ampak verjetno prihaja do neskladja v teoriji in v praksi, pa če bi se še tega lahko malo dotaknili. Ja, zdaj teorija je itak pač jasna, kako mora določena oseba reagirati, ko gre za sum, ne vem, neke spolne zlorabe otroka, bodi si v šoli, bodi si drugje. Ker mi v praksi opažamo, da se še vedno pač soočajo z nekimi dilemami, en zelo pogost strah, ki je sicer zelo škodljiv, je pa to, kaj pa, če bomo zdaj človeku naredili krivico, saj nočemo družine uničiti ali kaj v tem smislu, kar je zelo zgrešeno zaradi tega, ker tako pravimo, kadar gre za nek sum spolne zlorabe otroka, mora vedno prevladati tisto, kar je v največjo korist otroka, ne neke druge osebe. Boljš, da se nekoga, ne vem, pa tudi po krivem sumi, sej, če je pač nedolžen, bo tako prepoznan, kot tak naj bi bil. Mislim, čisto iz tega vidika mogoče. To se mi zdi in še drug vidik je ta, da se so na voljo izobraževanja na to temo, tudi velike literature v bistvu na področju spolnega nasilja in tako naprej. Vedno je pa tudi
pomembna neka osebna angažiranost. Meni se zdi, da nekdo, ki dela z otroki, bi mogel čutiti neko odgovornost do tega, da pač tudi ta tematika se ga tiče, a ne. Sploh glede na statistiko, a ne vem, vsaka 4. deklica, vsak 5 otrok recimo je žrtev spolne zlorabe, seveda kot strokovni delavec, ne vem, v šoli. Ja, boš prej ali slej prišel v stik s tem in se mi zdi pomembno pripraviti na te stvari, ker lahko narediš zelo veliko dobrega za otroka, lahko pa tudi narediš zelo veliko škode v bistvu. Je pa mogoče ena stvar, tukaj je tudi treba poudariti, kdaj je tudi tako, da se kakšen strokoven delavec res angažira, pa se potem lahko pri vodstvu ustavi, ker tam mogoče doživlja kakšno zavoro, tako da to je spet malo, ne vem, tak sistemski problem, pa hočem reči, opažamo neko razliko tam med teorijo in prakso, tako se mi pa zdi, da če dalje več bo izobraževanj, če dalje več bo tudi takih tem, ne vem, teh pogovorov, kar je danes, bodo mogoče ljudje malo drugače začeli razmišljati, pa to tudi bolj resno jemati, kot sem že prej omenila pri enem drugem vprašanju, ja, če je nek sum, ga je pač treba dati naprej, so ljudje za to, ki bodo to raziskovali. Torej, da se ne damo v neko vlogo presojevalca ali pa raziskovalca, je za nekaj res ali ni, ampak se damo v vlogo tega, kar smo, torej oseba, ki je otrok zaupal. Ja, točno tako, ker se mi zdi, da včasih ljudje čutijo neko, ne vem, nek klic ali potrebo po tem, da bojo zdaj raziskovala, recimo tudi v šoli, ja, bojo zdaj malo govorili s tem, pa onim, pa z otrokom, ne. Mislim, imamo ljudi, ki to delajo vsak dan in pač vejo, s čim se srečujejo, tako ni, hočem reči, ni nobene potrebe po tem, da so pač ljudje nek tak laični, da se grejo laični kriminaliste ali v tem smislu, tako. Pa še zadnje vprašanje. Kam se torej lahko osebe obrnejo na pomoč? Ne vem, mogoče lahko poveš to telefonsko številko ali pa kakšen e-mail naslov. Ja, zdaj v bistvu lahko se obrnejo po elektronski pošti info@zamoc.si. Združenje Zamoč ima tudi svojo spletno stran, kjer so pač tudi dosegljive objavljene številke, tako kot sem rekla, se pravi svetovalnico imamo v Ljubljani in v Mariboru. Mogoče ena stvar, ki je fajn povedati, je tudi to, da osebe lahko ostanejo anonimne. Včasih je koga strah se izpostaviti z imenom in priimkom, sploh v Sloveniji, ki je tako majhna država, pa veliko ljudi veliko pozna. Je pa tako pač, da tukaj ni samo naša organizacija, lahko se obrnejo naprimer, ne vem, na DNK SOS, ki tudi delajo s podobno populacijo. Tako da veliko je v bistvu informacij tudi dostopnih na internetu. Recimo otroci se lahko tudi obrnejo na recimo Tom telefon za otroke in mladostnike, pa jih potem tam usmerijo, ne vem, kam gredo lahko po pomoč. Hočem reči, da na srečo živimo v družbi, kjer je ta pomoč dostopna, verjamem pa, da je težko zbrati moč pa pogum, narediti prve korake v smeri tega, da nas sploh kontaktirajo, ampak tako, pač tisti, ki zberejo pogum, so v bistvu hvaležni, da so zmogli ta korak, ker je, jaz pravim vedno, da s to temo biti sam, če se ti to zgodi, je pač grozljivo, in če je na voljo neka podpora, jo je pametno izkoristiti, tudi tako, kot sem prej rekla, ne vem, pri nas je tako, vedno je najprej neko vodni pogovor, oseba ima tudi vso pravico, če je mogoče vidi, da ji ne odgovarja ali še ni čas, lahko tudi pride na en pogovor, pa se bo mogoče kdaj kasneje udeležila, hočem reči, ni nobene obveze. Včasih imajo pa mogoče, ne vem, kakšni tudi potrebo samo po nekih informacijah, ne samo po svetovanju in tudi to čisto okej, tako da če kdo razmišlja o tem, pač ga res vabim, da poišče pomoč in podporo, ker tako, kot sem rekla, se spolno nasilje v resnici ena od največjih travm in ni okej hoditi po tej poti okrevanja sam, ker je enostavno pretežko. Hvala lepa vsem obema, tako Manci kot moji sovoditeljci Nežki. Ja, hvala obema za pogovor in za vse. In na poslušanje. Jojo.